Pozdravljeni ljubitelji spusta z gorskimi kolesi in dobrodošli v novi epizodi kratkih predsezonskih videov serije 20 Chocolate Downhill Cup. Z menoj pa je današnji gost Matej Osebin, ki je lansko leto zmagal v skupni razvrstitvi med mladinci v kategoriji U19. Matej, kaj dobrega? Več bo, ne? Ej, da mi povej, če greva kar direkt tako, ti si še eden od unih modelov, če jaz prav vem, je včasih vozil cross country, oni pa malo presedljivo bolj, bom rekel, gravitacijsko usmerjene discipline. Kako to? Ja, v bistvu je bila fora, jaz sem najprej hotel fuzbal igrati. Ti si najprej hotel fuzbal igrati. To je bila mami moja, tako da ne, da to vsi delajo. In me prijavila na kolo, ker sem skozi s kolesem po vasi vozil. Legenda. Pač fora je bila, da je to edin klub tle bližine, edina energija, sam v bistvu XC. Sem še pol kam neki XC vozil, ker ni bilo drugega, sploh nisem imel za enduro, za boljša za nič. Govno sem XC, bilo je v redu, imeli smo se fajn, ampak zmeram nadol, na spust sem bil zmeral tako med ta boljšimi, zdaj je bilo všeč. Počasi je XC začel malo polamljati, pa je bil prvi endurec, pa so pa začeli naprej. Ej, ampak pol si se najdel, kaj najprej enduro, koliko cajt enduro? Enduro sem vozil 2 leti, pa sem pa še DH naprej. Jaz sem hotel, ker sem enduro dirko, sem že hotel DH, sam sem še malo enduro vozil takrat, ker nisem še to poznal DH. Pa Ja. sem to dalje. Si lansko sezono, ko jaz nisem streljal enduro, tudi vozil, tudi DH se oboje. Vse, ja. Kako ti je po enduro šel? V enduro to sem bil dober, tako recimo, dvakrat vem, da sem bil četrti, pa pol top 10 skozi. Sam sem full dirk manjkal, full sem jih falil, ker sem bil na XS-ih. Na XS-ih spotil, pa sem pa full dirk padl. In zdaj, če krele pred gledalci potegneva črto, enduro ali downhill, Downshit, zakaj? ker je treba goniti. Imamo to. Zdaj pa tako, sezona 2024, kar ene par dobrih stvari se je zate zgodila, ne? Ja. Deva pa komentirati, kako ti je šla ta sezona in katera od teh dirk ti je bila najboljša. A slovenskih? Lahko pol tudi tujino, ampak valjda podpiramo. Ja, slovensko, okej. Ja, najboljši, ni bila proga najboljša v Kranjski Gori, ampak najboljši, ker sem z vami državnega. Drugač Ziher, Pohor je najboljša proga. Tudi tako Pohor. debate, ja. Drugač pa ja, v bistvu na DH v Sloveniji je res fajn, ker si način. Res si lahko vse poznaš, družiš se, fajn je, spuščen si. Ker v tujini je popolnoma oprešen. Kaj si pa v tujini vozil? Skoraj vse evropske XS-e. Si bil? Ja. Vidiš, to pa sploh nisem toliko sledil. Kako ti je pa tam šlo? Lošin sem zlomil Feltno, pa sem bil v kvalifikaciji, mislim, za top 5. Pol smo šli v moj del v Španijo, sem bil v kvalifikaciji 6. ali 7. Sem bil v finalu, jaz sem še malo hotel porinta, da bo, sem pa zalegel, sem bil pod top 10 moje. Pol smo šli iz Španije direkt v Francijo, sploh nismo šli domov, sem bil, to se pravi kvalifikacije sem v redu vozil, v finalu sem bil čist konc, zato ker sem pred treningom v finalu bil nezavestni, sem se zlomil. Toliko si se razlobil. Ja. Kak je to občutek? Čuden. Najprej sam zamežiš, pa odpreš oči, so vsi okoli tebe, malo čuden. Pa sem že pošel sem dirkat, pa da nisem bil zaston dal. Potem smo šli pa takoj za reprezentanco v Šamperi, tiste proge nočem nikoli več voziti. Verjal, jaz sem enkrat za svetom pokazal. Nočem nikoli več voziti tistega proge. Kaj te na uni progi toliko zje? Zmotil. Treningi, kvalifikacij nisem imel, ker bo to kreševanje s helikopterjem, ker je to folka za lej, kvalifikacij nisem imel. Iz treninga v trening je bila proga nova, kanali so bili, jaz sem imel, to se pravi, mi smo razmerali pred elite treningov, vsi ostali pred nami. Za zadnjem dan smo imeli pa mi ta prvi, smo imeli že ob 8 zjutraj trening, pa do pol 10. Pa smo šli pa smo pa čakali na finale in ko sem jaz prišel na finale, lukne v progi, take kanale, čist drugač. Brutalno. Pa strmo, toliko strmo, da ko sem prišel dol, so problemi za trde. Zdaj pa tako, se pravi, za slovensko si rekel dirko najboljša Pohorje. Pohorje, da zisiš. Pohorje, če pa greva mednarodno. Lenza Hajde smo ti dirkali. Vsek se Lenza Hajde ti dobro. Res je dobro. Pomagajo. Odlično. In zdaj pa, kaj ti več pomeni, da si zmagal skupno ali da se bo držal prvak? Državam prvak to moje. Zaradi mrečke. Ne, zaradi točk. Zaradi točk. Brav. Ej, in zdaj smo v sezoni nekje 2025. Kar ene par sprememb imaš, in sicer, kaj, kolo boš menil, pa je tudi klub.
Ja. Iz kje greš kam? Iz Kracita v Golovec Trails. Golovec Trails, zakaj ta sprememba? V bistvu, Kracito sem dirkal, v bistvu ni bilo, to se pravi enduro sekcije, dokler nisva Maj Babačič, Ja? bil najbolj zagret, on se je skozi z enduro. Potem tudi mene potegnil, ker so zmeraj skupaj furali spuste. Potem smo dobili to enduro skupino, ki je bila na začetku dobro, bilo fajn, ker še je trener še lahko dohajal. Potem smo počasi retali malo boljši trenerja, pa tudi ni bilo lega suporta, ker so nam pač povedali, sej, kao XC se ne orientirajo, če hočemo kaj več, pač moramo iti nekam drugam. Da smo tudi drugače v bistvu še cel Kracit skoraj v Golovce. Ni nobeni zamer, pa ste mi nič. Ste se v Golovcu dobro zmenili? Ja, Zelo dobro. In kakšni so zdaj plani za sezono 2025 zate? plani so na 2025 smo naredili veliko z Golovcem, da bomo moja dirka, to se pravi vse slovenske dirke enduro, DH, ki bomo lahko. Pa jaz, če se bo kakšna pokrivala AXS, bom šel na AXS, ker smo dogovorjeni z Bogataj, kolega. Njega fota full supporta, naju dva, pa še kakšnega sabo vzamemo, naju sodelovati. To je res respekt. Gremo pa na AXS, tako da to bomo videli, kako se bo klapljalo. Ok, jaz malo čutim, zaprav je AXS prioriteta. Ja, Kaj imaš v bistvu ti od tam pričakovanja? Kam bi rad v bistvu sploh prelezel? v top 10. Top 10. Ja, da sem konsistenten. Zato, ker lansko leto sem bil kar konsistenten, predlansko leto sem vsak tek fuknil. Ker sem se preveč preteral in pa sem zalegel in zdaj hočem, da dobim to konsistento in da. Ampak se ti kar dobro kaže, da si skupaj malo. Ja, Neka konsistentnost, Ja. častnost. zdaj je, ja. Ej, kaj pa treningi, kako trenirate zdaj kaj? Trenamo veliko z Davidom, David Ivertlik. Ja. On nas skoraj vsak vikend pele nekam trenirati, to je res respekt. Pa imam, pač med tednom imamo na Golovcu trening, reč pa furamo tako. Jaz sem skoraj vsak dan na bajku, s Tinetom. Best. Tako ja. Imaš tudi fitness program ali samo bike? Fitness programom odkaj za punce. Za punce. Ja. Odlično. Prav, ti praviš, recept za uspeh je čim več biti na bajku. Ja, Kričo. pa če je možno sfurati z eno, ki je hitrejše od tebe. Da ga skozi loviš. Ja. Ni noben ego žaljen pol. Lej. To je v redu, da imate tako grup. Kakšna poškodba mi povej? Takej matra, ali si zdaj cel čil in ko mi čakaš na prvo dirko v Ajdovščini zdaj testi. Čist cel, ko mi čakam. Ko mi čakaš, kdo ti je največji konkurent letos? Kaliniš. Ti še vedno ostaješ v 19 minut, in Kalinišek tudi. Kje misliš, da ga lahko dobiš? Od sreče. Od sreče misliš? Ne vem Kaj bi rekel, da je tvoja prednost, pa kaj bi rekel, da je njegova prednost? Nemam pojma. Ne, pa se kaj furamo tako, ponavadi ostane 5 sekund za nebo, ali. Nek malo več dobi. Po mojem, da je mogoče malo bolj tako, lep špulal. Ne toliko na hard, on ful poskakuje, res to pa fura. Ti bi rekel, da si imel bolj na hard? Ja, pa čeprav nisem več tudi, ker lahko fura, sam kaj žbeta gledaš. Po, Je klindeš. kaj. Ampak kot da imaš enega takega za motivacijo, da ga potem je toliko slajše, Ja. da bi ga Čeprav se ne vem, bo letos dirko, a ne? Slovenija. se boš pa na Access vse. Odlično. Dragi Matejko, hvala ti za vse. Boš še kaj za sporočiti fanom pred sezono? Pejte na bajk. To je to. Najboljši možen. Pa se vidimo v Ajdovščini. Vidimo se v Ajdovščini in točno to, te pa želim uspešno sezono, pa ful hvala za tale kratek in milijon. Mamo ste!